Učiteljica odpre redovalnico. V razredu postane napeto. Ko učiteljica odpre redovalnico, jaz sem v vsakem primeru, tudi če znam, pa tudi če se bom javil, sem zelo nervozen. Jaz imam rajši ustno ocenjevanje, zato ker pri pisnem testu takrat napišeš nekaj in tega nikoli ne moreš spremeniti. Pri ustnem spraševanju nam pa lahko učitelj kaj namigne, da nekaj ni prav, pa to pa lahko pa še popraviš. Pri pisnem ocenjevanju lahko sami preverite, ali se število točk ujema z oceno. Pri ustnem pa takšnega točkovanja ni. Za mene je pomembno, da iščemo znanje, da nismo pikolovci, da iščemo vzpodbude pri učencih, ki ne znajo, ampak da tudi objektivno povemo, če nekomu ne gre. Pri tistih predmetih, ki so na urniku več kot 2 uri tedensko, na primer slovenščina, znanje ocenjujejo najmanj 6-krat v šolskem letu. Večina ocene sme biti pridobljena s pisnimi izdelki, torej testi, spisi in podobnim. Pri ocenjevanju znanja pa je pomembno tudi, da učitelj spozna skupino učencev, s katerimi dela. In glede na te ugotovitve potem seveda uporabi različne stopnje zahtevnosti ocenjevanja znanja. Ocenjevanje mora učitelj napovedati vnaprej, da se lahko učenci pripravite. Tako je odpiranje redovalnice pred spraševanjem ali pisanje testa vsaj kanček manj stresno, če se na to seveda pripravite.